Za vsem, kar se trenutno dogaja na Bližnjem vzhodu, stoji temeljna resnica, ki pojasnjuje, zakaj so stvari tam, kjer so. Ko bom opisoval nedavne dogodke v današnji epizodi, boste tudi vi to jasno videli. Trenutno je vsa pozornost dobesedno usmerjena v Hormuško ožino, a tam smo tudi v prenesenem pomenu. Krmarimo skozi ozki prehod med tem, kar je bilo doseženo pred prekinitvijo ognja, in tem, kar še vedno upamo doseči. Na eni strani leži ogromen potencial, ki so ga ustvarili vojaški uspehi preteklih tednov. Na drugi strani pa stoji realnost, s kom imamo opravka, in negotovost glede tega, kaj sledi. Situacijo najbolje opišeta dva analitika, ki sem ju ta teden intervjuval v svoji oddaji v hebrejščini na Radiu Galaj, Izrael. Dva človeka, ki sem ju že prej citiral in intervjuval tukaj v podkastu, oba pa imata zanimiva, čeprav povsem nasprotna pogleda na dogajanje. Prvi je Moše Aškenazi. Moše oriše sliko režima v Iranu, ki je izpraznjen, oslabljen in mu zmanjkuje časa. Po njegovem mnenju je Iran danes le še lupina, narod, ki bi lahko bil regionalni voditelj, a je namesto tega postal talec majhne, brutalne elite v svoji državi. Opisuje prebivalstvo, ki se počuti ujeto, posluša svoje voditelje, kako razglašajo zmago, medtem ko se sami borijo za osnovne potrebe, kot je voda. Trdi, da je vodstvo iranskega režima šibkejše kot kdajkoli prej, saj mu primanjkuje izkušenj, avtoritete in orodij zastraševanja, ki jih je nekoč imelo. Aškenazi izpostavlja gospodarsko izolacijo, propad iranskih posredniških skupin, nezmožnost obnove vojaške infrastrukture in naraščajoče notranje nezadovoljstvo navadnih Irancev. Verjame, da je režim ranjen na vseh ravneh, vojaško, gospodarsko, socialno, in da zdaj resnična grožnja njegovemu preživetju prihaja od znotraj. Če je nekoč menil, da bi se režim lahko zrušil v 5 letih, zdaj verjame, da bi se to lahko zgodilo veliko prej. Potem pa je tu še drug pogled, ki ga ima dr. Doron Maca. Opozarja, da taktične zmage ne pomenijo nujno tudi strateškega uspeha. Povleče vzporednico s preteklimi konflikti v Gazi, kjer je Izrael skozi leta dosegal jasne taktične zmage z napadi na voditelje, bombardiranji in operativno prevladal v številnih spopadih s Hamasom. Kljub temu smo se vseeno soočili s strateško katastrofo 7. oktobra. Njegov argument je, da se je Iran, tako kot prej Hamas, naučil izkoriščati ranljivosti Zahoda. Maca izpostavlja 3 ključne točke. Prvič, gospodarsko vojskovanje. Iran se je naučil izkoriščati odvisnost Zahoda od gospodarske stabilnosti in ustvarja dileme, ki omejujejo ameriško ukrepanje. Drugič, kulturni razkol. Zahodne družbe dajejo prednost udobju in kakovosti življenja, medtem ko je iransko vodstvo pripravljeno prenašati težave za dosego dolgoročnih ciljev. In tretjič, kar imenuje ameriško omahovanje. Tudi ob močni retoriki Washington daje prednost pogajanjem in pomorskemu pritisku pred odločnim operativnim ukrepanjem. Dr. Maca trdi, da dajanje prednosti kvantitativnim taktičnim zmagam, kot je uničevanje infrastrukture, ne prinese dolgoročne strateške varnosti, ampak pogosto ustvari lažen občutek varnosti, ki spregleda kvalitativne grožnje. In doda neposredno opozorilo. Trenutni premor, čakanje, daje Iranu čas, da se ponovno zbere, obnovi in pripravi svoja lastna presenečenja. Ta pristop, zaključi, vodi v strateški neuspeh, kadar takojšnji taktični uspehi ne preprečijo gospodarskih pritiskov ali ne naslovijo dolgotrajne odločnosti in operativnih zmogljivosti sovražnika. Kot vidimo, Moše Aškenazi na eni strani opisuje režim, ki se suva od znotraj, je izoliran, oslabljen in mu zmanjkuje časa. Potem pa je tu še drugo stališče, dr. Maka, ki opozarja, da ima Iran dolgo zgodovino sprejemanja udarcev, izkoriščanja oklevanja in uporabe časa v svojo korist. Dva analitika, 2 zelo različni razlagi istega trenutka. In mi smo ravno na sredini, v ozkem prehodu med njima, in poskušamo razumeti, v katero smer nas bo potegnila tok. A nad vsem tem je predsednik Združenih držav Amerike, Donald Trump, voditelj, ki ne igra po pravilih, ki jih je svet pričakoval od Zahoda. Nihče ne ve, kakšen adut ima še v rokavu in kam bo to pripeljalo. Ima en cilj. Kaj je v najboljšem interesu Združenih držav Amerike? Preden nadaljujem, želim na hitro pogledati dogajanje ta teden v zvezi z Iranom, saj dajejo bistven kontekst dilemi, o kateri sem pravkar govoril. V sredo so poročali, da bi lahko premirje podaljšali še za 2 tedna.
Čeprav je tiskovna predstavnica Bele hiše to zanikala, se Pakistan zelo trudi, da bi se premirje podaljšalo, čeprav Iran ni spremenil svojih stališč. Iranci so sprva zaprli Hormuško ožino kot taktični ukrep, namenjen gospodarskemu pritisku na Združene države. Trump je to presegel s popolno ameriško blokado ožine, kar je strateška poteza, ki že vpliva na razmere. V zadnjih kaj dneh je Iran postavil nov niz zahtev za začetek pogajanj. Pogoji, ki jih večina šteje za nerealne, vključno z zahtevami, ki bi bistveno omejile ameriške in regionalne vojaške dejavnosti. Na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov ta teden je Iran zahteval odškodnine od arabskih držav, za katere trdi, da so ga napadle. Ton teh zahtev nam daje razumeti, da Teheran skuša kljub trenutnim ranljivostim kazati moč, hkrati pa igrati žrtev. Kje smo to že videli? Vse to medtem, ko je Iran kljub premirju izvajal napade na arabske zalivske države in s tem kršil prejšnje dogovore. Ta dejanja so le poskusi Irana, da pritisne na sosednje vlade in pokaže, da še vedno lahko moti regionalno stabilnost. Iran je prav tako uvedel nove omejitve za pomorski prehod skozi Hormuško ožino, s čimer je povzročil negotovost za komercialno ladjarstvo in povečal zaskrbljenost glede svobode plovbe na eni najpomembnejših svetovnih pomorskih poti. Ta poteza je dodala še eno plast napetosti že tako nestabilni situaciji in prisilila Združene države Amerike, da ukrepajo in prevzamejo nadzor nad območjem. Na diplomatskem področju so v Pakistanu potekali pogovori, namenjeni iskanju možnih poti za deeskalacijo. Pogovori o premirju so se ta teden izjalovili. Delegacija Združenih držav Amerike je ogorčeno zapustila pogovore in kot razlog navedla neprilagodljivost Irana ter njegovo zavračanje resnega sodelovanja glede ključnih varnostnih vprašanj. Nič novega. Propad srečanja je poudaril, kako velik prepad še vedno obstaja med obema stranema. Zdaj se ta konec tedna vračajo še na zadnji poskus. Če vse to združimo, ti dogodki prikazujejo režim, ki hkrati izkazuje kljubovanje, preizkuša meje in skuša oblikovati pripoved. Tudi ko se sooča z naraščajočimi notranjimi in zunanjimi pritiski, vse to povečuje njihovo prepričanje, da je čas na njihovi strani in da nadzorujejo svojo usodo. Medtem ko se je svet osredotočal na pogajanja z Iranom in tamkajšnje dogodke, se je situacija s Hezbolahom v Libanonu še naprej razvijala. V preteklem tednu je Izrael okrepil napade na oporišča Hezbolaha, pri čemer je ciljal na poveljniške centre, raketno infrastrukturo in logistična središča. Hkrati so izraelske kopenske in zračne operacije še naprej potiskale sile Hezbolaha severno od reke Litani ter ustvarjale to, kar izraelski uradniki opisujejo kot funkcionalni varovalni pas, namenjeno zmanjšanju grožnje skupnostim v severnem Izraelu. Iran je s tem dodal novo plast zapletenosti. Kot del svojih pogojev za vstop v pogajanja o premirju je Teheran zahteval, da Izrael ustavi svoje operacije v Libanonu, s čimer je fronto Hezbolaha povezal s širšimi regionalnimi pogovori. To ni nič drugega kot poskus zaščititi Hezbolah pred nadaljnjimi izgubami in ponovno uveljaviti iranski vpliv na pogajalski okvir. Kljub temu je Izrael pristal na sodelovanje v mirovnih pogovorih, ne pa v pogovorih o premirju. To je pomembna razlika v primerjavi z libanonsko vlado v Washingtonu DC. V prvem krogu, ki je potekal ta teden, je izraelski veleposlanik v ZDA, Yael Leiter, zvenel zelo optimistično. Govoril je o pripravljenosti raziskati diplomatske poti in dejal, citiram, da je libanonska vlada jasno povedala, da ne bo več pod nadzorom Hezbolaha in da je Iran oslabljen. Hezbolah je močno oslabljen. Leiter je dodal, da je to priložnost. No, bomo videli. Medtem pa je Hamas znova napovedal, da se ne bo razorožil. Demilitarizacija teroristične skupine je bila del dogovora o premirju podpisanega oktobra, vendar je Hamas od takrat večkrat izjavil, da ne bo odložil orožja. Rok, ki ga je odbor za mir, imenovan strani Donalda Trumpa, postavil Hamasu za sprejetje predloga o razorožitvi, je potekel. Rok je zahteval, da teroristična skupina sprejme načrt do konca prejšnjega tedna. In kako se na to odzivajo Združeni narodi in evropske vlade? Z večjo kritiko Izraela. Več držav EU je javno pozvalo Izrael naj omeji svoje operacije, pri čemer so opozorile na možnost destabilizacije regije in humanitarne pomisleke. Italija je celo razglasila prekinitev vojaškega sodelovanja z Izraelom. Kako naj to preživimo? Ta pritisk je dosegel vrhunec, ko je Francija ponudila posredovanje med Izraelom in Libanonom, vendar je Izrael to ponudbo na koncu zavrnil, saj je izrazil pomisleke glede nevtralnosti in učinkovitosti.
In potem je tu še Turčija. Istanbulsko javno tožilstvo je konec tedna vložilo obsežno obtožnico proti 35 visokim izraelskim uradnikom na čelu s predsednikom vlade Benjaminom Netanjahujem v zvezi z zasegom flotilje Samud, ki je bila oktobra lani namenjena v Gazo s strani izraelske mornarice. Tožilci v Turčiji zahtevajo stroge kazni, vključno z dosmrtno ječo, ter dolge zaporne kazni, ki segajo od več kot 1100 do več kot 4500 let za izraelske voditelje. Turški uradniki so tudi močno zaostrili svojo retoriko in ostro svarili pred izraelskimi dejanji v Libanonu, jih označili za nesprejemljive ter zagrozili z uporabo sile in celo z invazijo na Izrael, če se bodo naše operacije nadaljevale. Te izjave so dodale še eno plast diplomatske napetosti že tako prenatrpanemu regionalnemu dogajanju. Če vse to vzamemo skupaj, lahko to vidimo. Medtem ko Iran manevrira diplomatsko in vojaško, je Severna fronta postala žarišče mednarodnega pritiska, regionalnega pozicioniranja in nasprotujočih si interesov, ki se vsi združujejo v izraelskem soočenju s Hezbolahom. Kar precej smešno je, če pomislite na te akterje, ki se poskušajo vključiti v proces in kakšna je v resnici njihova preteklost. Najprej si poglejmo Pakistan, ki se je postavil v vlogo posrednika. To je jedrska islamska republika, ki je že desetletja v sporu z Indijo, eno najtesnejših zaveznic Izraela in Amerike. Pakistan je država, ki je izvedla genocid nad bengalskim narodom, za kar se zdi, da mednarodnim nevladnim organizacijam ni mar. Skrivali so Osamo bin Ladna, kar očitno nikogar ni motilo, in se spopadajo z lastnimi notranjimi krizami. In vendar je prav ta država tista, ki poskuša posredovati pri pogajanjih v enem najbolj občutljivih konfliktov na Bližnjem vzhodu. Potem je tu Turčija, država, ki zaseda severni Ciper. Kurdska območja nadzoruje s silo in vztraja pri zanikanju armenskega genocida, ki so ga zagrešili. In zdaj oni predavajo Izraelu o morali in nam grozijo z invazijo. To je vlada, ki doma vsiljuje islamizacijo, v tujini pa govori o človekovih pravicah. Hinavščina je res neverjetna. In končno Francija. Predsednik Macron se je večkrat spopadel z Izraelom in celo Združenimi državami, zdaj pa zahteva osrednjo vlogo v Libanonu. Toda voditelj, ki uvaja embargo na orožje, blokira vojaške oskrbovalne lete in splošno obsoja izraelske operacije, ne more pričakovati, da ga bodo sprejeli kot nevtralnega posrednika. Pred nekaj tedni je Francija zavrnila dovoljenje ameriškim vojaškim letalom s pomočjo za Izrael, da bi prečkala njen zračni prostor. To ni vedenje države, ki bi se postavljala kot nepristranski posrednik. In francoska bilanca v Libanonu govorijo sami zase. Pod nadzorom francoskih sil UNIFIL je arzenal Hezbolaha po drugi libanonski vojni narasel s 15.000 raket na 100.000 danes. Vključno z droni in sistemi zračne obrambe. 10-kratno povečanje pod očmi iste sile, ki zdaj želi voditi pogajanja. Izraelski komentator Amir Whitman je imel zanimiv pogled v situacijo s Francijo. Whitman poudarja, da je bilo v izraelski vojaški operaciji v Libanonu odstranjenih več kot 250 teroristov Hezbolaha. Skoraj nobeni neudeleženi civilisti niso bili poškodovani. In odstotek članov Hezbolaha med žrtvami je bil bistveno nad 80%. Po vseh operativnih merilih je bil to izjemen uspeh pri omejevanju civilnih žrtev. Kljub temu je velik del evropskih medijev to predstavil, kot da je Izrael napadel nedolžne. In francoski predsednik piše, je to predstavljanje ponovil, čeprav je poznal dejstva. Whitman je trdil, da to ni bila napaka. Šlo je za namerno napačno predstavljanje, ki so ga ponavljali v večjih evropskih medijih. Francija je imela eno nalogo – vzpostaviti zaupanje. Namesto tega je zjutraj blokirala dobavo orožja, popoldne napačno predstavljala izraelska dejanja, zvečer pa prosila, da bi posredovala. Nekateri bi rekli, ja seveda ne, da je to odličen primer sindroma zlorabljene žene. In to pripelje nazaj k moji uvodni izjavi. Globlja težava, tista, ki povezuje vse, o čemer smo do zdaj govorili. Iranske manevre, stopnjevanje Hezbolaha, diplomatsko hinavščino Pakistana, Turčije in Francije ter pritisk, ki prihaja iz Evrope. Za vsem tem se skriva temeljna resnica o Zahodu danes, na katero sem že prej opozoril. Izrael se bori kot narod, ki je bil ranjen do samega jedra. Narod, ki je videl umorjene starše in dojenčke, napadene ženske, razbite družine. In kot odgovor
je Izrael postal narod levov. Narod, ki strese svoje sovražnike, ki je lačen odločilne zmage, ki razume moralno jasnost ne kot slogan, ampak kot živo resničnost. Narod, katerega sovražniki živijo, kot da jim nad glavo visi peščena ura. Kajti vsak običajen dan v Izraelu postane novo poglavje v vojni zgodbi, ki se piše v realnem času. In kaj je bistvo te moči? To je naša pripravljenost, da pustimo za seboj celo življenje, naše družine, delo, udobje, si nadenemo uniformo, vzamemo orožje in smo pripravljeni žrtvovati vse. To je sposobnost, da sovražnika poimenujemo s pravim imenom, da se vrnemo k osnovnim pojmom obrambe, zmage, držanja položajev, zaščite domovine. To je sposobnost vztrajati, tudi ko se dnevi spremenijo v tedne, tedni v mesece in meseci v leta. Ko otroci odraščajo brez očetov doma, ko podjetja propadajo, ker so lastniki na dolžnosti. In kljub temu vztrajamo naprej, dokler naloga ni dokončana. To je nekaj, česar Zahod danes več ne razume, saj danes ni nobene zahodne države, ki bi bila pripravljena vložiti toliko truda, sprejeti takšne žrtve ali prenesti stroške, ki jih zahteva prava vojna. Trenutni konflikt z Iranom je to boleče jasno pokazal. Desetletja individualizma so ustvarila generacijo po vsem Zahodu, ki ne more ali noče služiti, se boriti ali braniti svojih lastnih držav. Mnogi so pozabili, kako izgleda vojna. Pozabili so, da svet ni varen in stabilen kraj, kot so si predstavljali, ko so odraščali. Poglejte mladino v Evropi, Španiji, Franciji, Nemčiji, Italiji, v tistem, kar je bila nekoč Velika Britanija, pa tudi v Avstraliji in Kanadi. Ali si jih lahko kdo resnično predstavlja, kako tvegajo svoja življenja v uniformah, upravljajo tanke, se urijo za boje v mestih, tečejo v zaklonišča pod raketnim ognjem? Razlika je očitna. V udobnem Zahodu je vojna nekaj iz daljne preteklosti, nekaj, kar spada v zgodovinske knjige, ne pa v njihovo stvarnost. Tudi v Ameriki, z najmočnejšo prostovoljno vojsko na svetu, se mora predsednik nenehno biti politične bitke z mediji, javnim mnenjem in zgolj zato, da upraviči operacijo v Iranu. Zahod se bojuje humano, ne vodi totalne vojne. In zato zmage trajajo 10-krat dlje. Zato so premirja, premori, humanitarni koridori. Zahod ne prenese resnice. Kot vidite, ne gre samo za Iran. Ne gre samo za Libanon. Ne gre niti samo za Izrael. Gre za Zahod. In Zahod, kljub vsej svoji moči, vsemu bogastvu, vsem institucijam, se nekako težko postavi zase. Zahod, ki je okleval v soočenju z agresijo, dvomi v svoje zaveznike, drugim pridiga o morali, hkrati pa krepi propadle, nesrečne diktature, ki ga odkrito skušajo spodkopati. Ta paradoks je neverjeten. Prav tiste države, ki oklevajo pri obrambi samih sebe, so najhitrejše pri obsojanju tistih, ki to storijo. In da bi dali smisel svojim praznim življenjem, mnogi v teh zahodnih državah iščejo družbene teme, o katerih lahko javno razglašajo svojo pravičnost. Vreme ni tako slabo, kot so nas opozarjali, zato se mlahavi diktatorji družbene pravičnosti osredotočajo na Izrael. Nič ne ponazarja tega protislovja bolj jasno kot to, kar trenutno vidimo z novo flotiljo, ki se odpravlja proti Gazi. Flota, sestavljena iz aktivistov iz držav, ki nočejo soočiti lastnih groženj, ki se upirajo sami ideji vojne in se izogibajo odgovornosti za lastno varnost. Kljub temu pa nekako najdejo neskončno energijo, da nasprotujejo Izraelu, obsojajo Izrael in se zavestno ter z navdušenjem povezujejo z organizacijami, ki manipulirajo, zavajajo in izrabljajo humanitarni jezik za svoje lastne cilje. 39 čolnov z več kot 300 ljudmi je odplulo iz Barcelone. Dodatna plovila in udeleženci pa so se konvoju pridružili v pristaniščih vzdolž poti. Organizatorji pravijo, da naj bi flotila narasla na več kot 80 čolnov in okoli 1000 udeležencev. Globalna flotila Sumud združuje aktiviste, humanitarne delavce in mednarodne podpornike, ki pravijo, da njihov cilj ni neposredna dostava pomoči, temveč izpodbijanje omejitev, za katere pravijo, da so preprečile delovanje humanitarnih organizacij v Gazi. In navsezadnje je razumljivo, zakaj bi se podali na to pot, ko vidite razmere, s katerimi se soočajo prebivalci Gaze. Lakota, kot jo vidite tukaj na tem posnetku, in grozote, ki jih delijo na spletnih straneh, ter breme za medicinsko osebje. Situacija je tako slaba,
da morajo prirejati dogodke. In kot vidite, je vse to na voljo na družbenih omrežjih. Arabci tega ne skrivajo. Kljub temu, lažni borci za socialno pravičnost še naprej širijo laž. Flotila je na poti, pozornost je usmerjena na Gazo in bedo, medtem ko zanikajo resničnost njihovega življenja tam. To je vsakodnevna laž, zgrajena na zgodovinski prevari. Ne zanikam, da obstajajo območja v Gazi, ki so bila uničena. So bila. To je bila nujna posledica te vojne. Izrael je moral razgraditi Hamasovo vojaško infrastrukturo, ki se je gradila več kot 20 let. Infrastruktura, ki je bila namerno umeščena v civilna naselja, šole, bolnišnice in stanovanjske bloke. V skoraj vsakem domu povezava do tunelov. V otroških sobah zaloge orožja. Da ne omenjam izvodov Mein Kampfa, najdenih v teh domovih. Izrael je poskrbel, da so bili civilisti zaradi svoje varnosti preseljeni na druga območja. To je resničnost na terenu. Toda aktivisti flotile nikoli ne govorijo o tem, kaj se v resnici dogaja. Hamas že obnavlja svojo teroristično infrastrukturo prav na tistih območjih, kamor so bili preseljeni njihovi civilisti. Pomislili bi, da bi ti aktivisti, če bi jim res bilo mar za ljudi v Gazi, te ljudi opozorili. Ne bi zagovarjali trditev o nekakšnem lažnem genocidu, ampak bi jim bilo resnično mar za te ljudi. Opozorili bi jih, kaj se zgodi, ko se Hamas skrije med civiliste. Opozorili bi jih ali pa jih spomnili, kako se ta cikel vsakič konča. Ampak ne, namesto da bi naredili nekaj, kar bi dejansko lahko rešilo življenja, raje kažejo svojo moralno superiornost na krovu ladje. Ker se v bistvu ni nič spremenilo. Ta konflikt z Arabci tukaj nikoli ni bil zaradi okupacije. Nikoli ni šlo za meje, nikoli ni šlo za zemljo. Vedno je šlo za nekaj globljega. Zavrnitev. Popolna zavrnitev strani islama do vseh ljudi, ki jim nočejo biti podrejeni. Celoten koncept islama je osvajanje in podrejanje nevernikov, kufr. In tako so zgodovinsko gledano zatirali vsako manjšino in vsako neislamsko skupnost na ozemljih, ki so jih osvojili zunaj arabskega polotoka. Obstoj Izraela in še bolj sposobnost Izraela, da se brani, izziva ta svetovni nazor. Temu nasprotuje, to ga ovrže. In tako je bila ustvarjena pripoved. Pripoved, zapakirana na način, ki je privlačen za zahodno občinstvo, ki ne razume več vojne, žrtvovanja ali cene obrambe naroda. In ta pripoved se zdaj uporablja za njihovo manipulacijo. Tako flotilija postane simbol ne humanitarne skrbi, ampak globlje zmede Zahoda. Zahod, ki se umika lastni obrambi, a hkrati zlahka obsoja tiste, ki se branijo sami. Zahod, ki se izogiba soočanju s pravimi grožnjami, a hiti sprejemati zgodbe, ki ustrezajo njegovim moralnim fantazijam. In Zahod še vedno noče razumeti. V zadnjih 30 mesecih je vprašanje Gaze postalo izgovor in vstopna točka za horde muslimanskih migrantskih skupin v zahodnih mestih, da se podajo na vaše ulice. Kar se je začelo kot demonstracije za Gazo na ulicah zahodnih mest, se je hitro spremenilo v nekaj veliko širšega, v zborovanja osredotočena na islamsko identiteto, pozive k enotni islamski naciji in odkrite pozive ljudem, naj vstanejo. Vojna tukaj se bo končala, toda mobilizacija, ki so jo ti gibi ustvarili v zahodnih prestolnicah, ne bo tako zlahka izginila. In vprašanje, ki si ga mora Zahod zastaviti, je preprosto. Kaj mislite, proti komu bo ta energija usmerjena naslednjič? Da Judi bodo vedno prva tarča. Zgodovina je to znova in znova pokazala. Ampak to nikoli ni končni cilj. To je uvodni dejanje. In pravi spopad je vedno s širšo družbo. Z vsakim, ki ne deli njihove ideologije, njihovega svetovnega nazora ali njihovega verskega okvira. Začnejo s sobotnimi ljudmi, nato pa preidejo na tiste, ki jih imenujejo nedeljski ljudje. In to pomeni, da je naslednja tarča nevernik, outsider, sekularni zahodnjak, ki predpostavlja, da sta pluralizem in strpnost univerzalni vrednoti. Nista. In Zahod se bo tega kmalu naučil na težji način. Stoletja so bile islamske ekspanzionistične ambicije v Evropi ustavljene s silo in vojskami. Ker so vedeli, da njihova želja po vojaškem osvajanju Evrope ni mogoča, se je pojavila drugačna strategija. Demografska, kulturna in ideološka. Zahod se jim je odprl. Migracije so postale nova frontna črta. In vera v versko osvajanje nikoli ni izginila. Preprosto se je prilagodila. To, kar zdaj vidimo, je rezultat dolgotrajnega procesa, mobiliziranega, samozavestnega in energičnega islamskega gibanja znotraj zahodnih družb.
Gibanja, ki se je naučilo uporabljati zahodne svoboščine za uresničevanje ciljev, ki so v osnovi v nasprotju z zahodnimi vrednotami. In Zahod tega še vedno ne vidi. Ali še huje, to vidi, a se odloči pogledati stran. Poglej, Judy. In ko že govorimo o Judih, smo ta teden obeležili dan spomina na žrtve holokausta. In vsako leto nas to prisili, da se soočimo z bolečo resnico. Vedno so taki, celo med nami, ki pozabijo. Tisti, ki spregledajo nauke, zapisane v naši zgodovini, s krvjo. Tisti, ki še vedno verjamejo, da svet uporablja ista pravila za Jude, kot za vse ostale. A vsak dan smo opomnjeni, da ni tako. Zdaj imamo v svojih telefonih, tablicah, računalniških zaslonih vsakodnevne primere zmot, laži, obrekovanj, pretiravanj, ki se širijo o nas, in užitek, ki so ga generacije čutile ob našem poniževanju. Nikogar v resnici ne briga za šibke in preganjane. Medtem ko svet redko migne s prstom za zatirane, nekako vedno najde neskončno energijo, ko gre za obsojanje Judov. Vedno znova najdejo nove načine, kako nas preganjati. In recite mi, da podpirajo prebivalce Gaze, Arabce, ki se imenujejo Palestinci, iz skrbi za zatirane množice. To niso preganjane, zatirane manjšine. So del milijardne arabske in islamske skupnosti, razširjene na milijone milj, podprte z ogromnimi finančnimi viri in okrepljene z medijskimi hišami, ki jih financirajo isti interesi. Postali so orodje sil, ki želijo oslabiti Zahod in destabilizirati Združene države od znotraj. In Izrael jim stoji na poti. Močan, odločen in sposoben Izrael, ki ne ustreza podobi in pripovedi, ki traja več kot 2000 let. Poskusili so vse, da bi razgradili našo sposobnost, da se branimo. Zlorabili so mednarodno pravo, organizirali obrekovalne kampanje s pristranskim medijskim poročanjem. Obrekovanje predstavljajo kot dejstvo, nato pa ga legitimirajo z nevladnimi organizacijami in mednarodnimi telesi. To se zdaj še poslabšuje z oživitvijo starodavnega krščanskega teološkega sovraštva do Judov, ki se zdaj hitro širi prek družbenih omrežij. Za te kritike je že sam obstoj judovske vrnitve, v nasprotju z njihovimi verskimi prepričanji, zato so prisiljeni popolnoma zavrniti legitimnost države Izrael. Tako najstarejše sovraštvo na svetu znova dviguje svojo glavo, prepakirano, s spremenjenim namenom in ponovno uporabljeno za spodbujanje, mobilizacijo in razpihovanje. Ker so še vedno tisti, ki ne morejo sprejeti, da judovsko ljudstvo ni več nemočno, ni več brez države in ni več prepuščeno na milost in nemilost drugim. Prišli so po nas 7. oktobra. Praznovali so, ker so verjeli, da bo to naš propad. To je bil njihov načrt. Le da so se tokrat Judje lahko postavili zase. Tokrat je napad na nas imel svojo ceno. Potem, ko se je Izrael leta 2000 umaknil iz Libanona, še eno takšno ozemeljsko popuščanje v upanju na dosego miru, vodja Hezbolaha v tistem času Hasan Nasrallah je stal na stadionu v Bin Šebajlu in izjavil, da je Izrael nič več kot pajkove mreže, šibek in pripravljen na zlom. Njegova organizacija se je pridružila napadu 7. oktobra. Tisti bojevito govoreči Nasrallah je bil ubit septembra 2024 strani letalstva tistih istih pajkovih mrež. In stadion, kjer je imel tisti govor, danes leži v ruševinah. To se zgodi tistim, ki še vedno verjamejo, da so Judi šibki, nebogljeni ljudje, ki so jih nekoč mučili. Ker smo zdaj doma. Da v deželi, ki nam je bila obljubljena pred 3000 leti. Da z gospodarstvom ter nepredstavljivo močjo in sposobnostmi. In da z regionalnim in zdaj tudi globalnim vplivom. Sposobnostjo in voljo, da odpravimo vsako grožnjo uperjeno proti nam, ne iz maščevanja, ampak iz zavedanja, kaj se nam bo zgodilo, če tega ne storimo. Torej ja, navadite se na to. Prebolite to in potem vdihnite in odprite knjigo. Ne samo, da jo berete, ampak da poslušate. Biti izbran nikoli ni bilo namenjeno temu, da bi bilo lahko. Nikoli ni bilo namenjeno temu, da bi bilo udobno. Namenjeno je bilo temu, da v svet ponese sporočilo, Božje sporočilo. Sporočilo pravičnosti, sporočilo morale, človeškega dostojanstva. Sporočilo, ki smo ga prenašali skozi generacije, pogosto za neznosno ceno. A vendar smo vztrajali, ker smo razumeli. Kristjani, ki Sveto pismo jemljejo resno, pogosto čutijo globoko in pristno bližino z judovskim narodom. Častijo istega Boga Abrahama, Izaka in Jakoba.
Spoštujejo njegovo besedo, tako kot mi. In mnogi med njimi trdno verjamejo, da je stati ob Izraelu in judovskem ljudstvu v času nevarnosti veliko več kot le politično stališče. To je duhovna odgovornost. V takšnih trenutkih ta vez postane vidna, resnična in globoko pomenljiva. Kot sem rekel, vse, kar moramo storiti, je poslušati, razumeti in verjeti. In to prepričanje, to tiho, trmasto, neuničljivo prepričanje je tisto, kar je naš narod nosilo skozi skoraj celo večnost. Ne zmage nad tistimi, ki so želeli našo uničenje, ampak notranja moč, ki je ni hotela umreti. Ko poslušate preživele iz holokausta, kako pripovedujejo svoje zgodbe, opazite nekaj zelo zanimivega. Njihova osredotočenost ni na zlu, ki jim je bilo storjeno. Osredotočeni so na svojo vztrajnost, na svojo odločenost, da jih zlo ne bi uničilo. Osredotočajo se na svoje družine, otroke, vnuke in zdaj tudi pravnuke. Tisti, ki 3 generacije kasneje napolnijo njihove domove z življenjem in smehom. Ponosni so na svoje številke, ne na tisto, ki so jim jo nacisti zažgali v roko, ampak na tisto, ki sveti v njihovih srcih z vsako novo vejo družinskega drevesa. In uspevajo v deželi, ki je bila pred manj kot stoletjem le sanje v temi. In tudi zdaj, po vsem tem, so še vedno tisti, ki zanikajo našo povezanost z vero, zgodovino in z našo deželo. Trdijo, da nismo potomci tistih, ki so stali na Sinaju, ne dediči tistih, ki so hodili po tej zemlji, ne ljudstvo, katerega ime je zapisano v vsakem kamnu te dežele. Isti glasovi, ki so nas preganjali, ker smo Judje, zdaj vztrajajo, da sploh nismo Judje. Isti ljudje, ki so nas preganjali zaradi naše identitete, zdaj to identiteto zanikajo v trenutku, ko se postavimo pokonci. In na nek način imajo popolnoma prav. Ne moramo jih zares kriviti. Nismo tisti Judi, ki se jih oni spominjajo. Nismo razkropljeni, nemočni, brezdržavni ljudje, ki so jih bili vajeni trpinčiti. Smo judovsko ljudstvo, kot smo bili, ko smo uspevali v naši domovini, ukoreninjeni, samozavestni, močni, ustvarjalni in združeni. Nismo se le vrnili domov, vrnili smo se k sebi. Tako so obtožbe, ki jih mečejo na nas, nič več kot šepet v vetru. Odmevi sveta, ki ga ni več, prazni zvoki iz minilih dni. Ker smo tukaj, smo celi in smo doma. In ta teden bomo to praznovali in cenili 78 let neodvisnosti. 78 let čudežne vrnitve v našo starodavno domovino, dogodek brez primere v človeški zgodovini, ki je bil mogoč le zato, ker smo vedno verjeli in bomo vedno verjeli. Am Jezreel Haj. Sem Daniel Siman, hvala in pridružite se mi ponovno tukaj v oddaji Straight Up iz studiev JNS TV v Jeruzalemu, Izrael.